Lepo pozdravljeni, dragi moji. Danes smo pobegnila malce ven iz kuhinje, na svež zrak, v naravo, da se z njo malce zbližava. A ne? Kje pa Jasmin? Ok, nekateri so tole zbliževanje vzeli preveč dobesedno. Podirala bova en poseben rekord. Jasmin očitno v dvigovanju trupa, no jaz pa vam bom v 20 minutah predstavila kar 13 različnih jedi. Kuhali smo z Alenko Gotar in sicer gambere. Kako se je Alenka znašla v kuhinji? Daj to, hej! Imam pa tudi zelo rada tele gambere, ki zdaj ne počasi, čakaj, da zdaj jaz tole. Če bom jaz malo pomagal, no. Zdaj, no. Vidim, ne le mene malo zavrkava, da se je postila tukaj sama s kamere. Opa, ja, Alenka, kaj pa je to? Ne, zdaj me že malo šokiral, ja. Ne boste gre tole od rok, ne? Ne. Ni se tako feš čutila, da so zažganja, ne? Ne, sploh ne. Igre pa zelo dobro od rok držanje kuhalnice. Sicer nisem preverila, kako kuhalnico drži Andrej Šifrer, ampak sva se pa pogovarjala o tem, da obožuje indijsko hrano. Pa ti veš, da ima Andrej večkrat polno hišo žensk. Ampak sem zato, ker jim posodi kuhinjo, da pri njemu kuhajo indijsko hrano. To ni slaba ideja, da bi jaz enkrat združil azijsko, brazilsko, rusko, afriško kuhinjo vse na enem kupu. Sicer se sliši božansko, ampak dream on. Ko smo ravno pri božanskosti, naredila sem Andreju Šifrerju božansko solato. Božansko solato z obilo zelenjave in pa ščepec božjega dotika tartufov. Sicer smrdijo kot moji štumfi po fuzbalu, ampak... Ja, čist isti von, res, kot njegovi štumfi po fuzbalu, res. Ima močan von, definitivno. Ima tako aromatičen von, izbelimi tartufi. Kapljico, ker je to... Kar čez malo, kar malo čez po temu sirčku, ja. Sirček bodo, tiskaj bodo... Dodala sem še kozji sir. Zelenjave lahko dodate, kolikor pač seveda želite. Lahko dodate tudi kakšno olivno olje. Seveda. Lahko dodate bučno olje, bazamični kis, jogurtov priliv, zelišči. Brez majoneze, seveda. Seveda, v glavnem pač po želji. Meni se sedijo sline, dodala bova še bučke, papriko, dodala bova še meso, ki sem ga začinila z raznimi zelišči, pač dajte po želji tisto, kar je vam najljubše. In solata je, božanska solata je pripravljena. Kali, je sedla ti danes zajtrk? Kaj si rekel? A sedla zajtrk? Se veš, da to sploh ni vprašanje, da je zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu. Vem pa, kdo ga ni jedel, a si ti zdaj kaj tečen? A misliš Miki z Viktori? Ja, malo tečen je pa bil, ja. Po mojem, ki je bil lačen. Zato se ga pa mi da naučila pripraviti zajtrk. Da bo imel za en dan sladkega, drugi dan slanega. Kaj si rekel? Sladko slano, sladko slano. Mala pločevinka tune, lahka skuta, 100 gramov lahke skute, polnozrnatih kruhki, ki so bogati z vlakninami, z B-kompleksom, železom, avokado, bogat z nenasičenimi maščobami. Kako pa avokado zeliš? Ga olupimo lepo, Ja. ga bomo nasekljali, gor pač malo, da pride skoško vreč. Da ne bo pusto, da ne boš rekel samo nek namaz, ampak... Ne bi še spusta, skuta si še dal, tako da je... Ne, zato so pa dala še recimo meškana oljčka, bučnega, lahko do recimo, ne vem, Kisla. Olivnega, še boš bilo, da bi dal kakšnega lanenga, kakšnega konopinega, ampak konopinega... Torej, naribali smo jabolka, dodamo cimet, kosmiče. Takole, zdaj le malo tako plačaš. Tako. Držimo se seveda eno. Veliko kuha, da se pohvalim. Gurman si, ne? Kaj to pomeni, da rad veliko ješ ali da rad dobro ješ? Ne vem še pri tebi, kako to izgleda. Ne, vsi pravi, da veliko, jaz pravim, da sploh ne pojem veliko. Mislim, jem normalno. Kaj to pomeni? Pa, 2 kilo dojke na dan, ne. Normalno, jaz pravim, da robi čas več pojem, kaj jaz, ne. Velike, no, včasih še več pojem. Pa je tak, ne. Glavno, kaj naprej? Ja. Sam delava... Vse odpreš, daš. Vsega pomalo. V zajtrku so tako mala v pripravi malice. Jaz sem naredila zdrav, ti pa manj zdrav sendvič. Moj bil z lososom, tvoj bil pa, ja, ne. To je zmagal. Moč moram priznati sicer tebi, tvoj je nizkokaloričen, bogat z nutrienti, na drugi strani moj visokokaloričen, slab z nutrienti,
ogromno maščobe, ki je naše telo ne potrebuje, še enkrat. Tvoj ima neke zelenjave, več zelenjave, dosti maščobnih kislin omega-3, kar je smiselno podariti, se pravi iz lososa, iz morskih sadežev. Ko sem naredila sendviča, ki sem je zmagala, sem obiskala Dejana Zavca in da je enakega mnenja kot midva, da je smeh pol zdravja. Mr. Simpatikus, pol dneva se smeji, preostanek dneva pa trenira, Je, kar se mi zdi zelo pomembno, skrbeti za sebe, vsekakor se pravi, da je tudi počitek tisti, kateri, bom rekel, nekako nas napaja in pa seveda nekako po drugi strani čim več dobre volje, čim več pozitive smeha, kar bom rekel, da je po eni strani neki doprinos energije, ki jo je zelo težko dobiti katerokoli hrano. Seveda, glede na tempo življenja, bom rekel, je v tem trenutku seveda nekako najbolj priporočljivo oziroma priročno, praktično, da se poslužujemo športnike, predvsem bom rekel raznih šejkov oziroma nadomestkov hrane, kajti pravzaprav je nemogoče dobiti v telo, ne vem, na dan bi potrebovali, seveda to, kar pokurimo v tistih najbolj obremenjujočih fizičnih trenutkih, tudi po 3-4 kg mesa, kar ga je nemogoče fizično dobiti v telo, zato potem pridejo v poštev proteini in pa seveda razni napitki, kateri nam omogočajo, da smo še vedno v fokusu in pa seveda, da lahko počnemo stvari dolgoročno, ne samo danes oziroma mesec dni. Sem točno se videl, da je povedal on tisti tvoj sendvič, da je pa skušaj. Jaz ga nisem povedal. Ja, itak da ne. Jaz sem ti rekla, da ni dobro z avcem češen zobec. Tip te je res nalomil. To je koga nalomil. Ti znano čala pozaba doma. A dobro, le priznaj, z avcem res nismo mogla parirati, oziroma nisi mogel parirati. Sam sem se popol dobro pripravila na naslednjo oddajo, ko sem gostila reperja z največjimi jajci na slovenski hip-hop sceni. Midva sva danes, ker ti želiva parirati, ker ti pač ne moreva, ker ti, misliš si, da je svet lep, imaš največja jajca na hip-hop sceni, mi ti dejansko ne moreva parirati, kot da so prinesla zraven ducat jajc. 6. Pravimo 6, ona, ti imaš samo dvoje. Veš kaj, mislim, da takole bom dodal, ne. Iz ene stare hrvaške nadaljevanke. Svako jutro jedno jaje snagu organizmu daje. To je res, to je res. Sem Zlatko je ful dobro povedalo. Što samo popala jajčka, tako. Najprej se vrga jajca, se pravi, najprej, v bistvu boljše je na kokosov maslu, da večeš pogrejaš kokosov maslo, vržeš jajčka, še prej, potem kari, peteršilj, origano, bazilika in pa drobnjak. In še bolj, kakor prej, kaj sva govorila o žemeljcah in kajzercah in podobno, dej si za spremembo enkrat tale polnozrnat kruhek vzeti. Polnozrnat? Ja, bolje hranljiv, več vitaminov, mineralov in fule bogaten z vlakninami. To je polnozrnat. Sam danes ne moreš videti, sem verjet, Se pravi, jaz sem naredil, ti boš mi zdaj ukradla oko to. Ja, res je. Ne, daj gor, kar pozdravim daj. A je tako bi ti? Bom jaz to malo, to po svoje malo. Čeprav jaz bi najraje iz tega jedel. Ja, si lahko. Ja, veš. Po domače. Mi ga ponavadi takole servirava kar na kruhek. Možgan, Zlatko ima tudi sadje. Mravlji se pojede. No, što je mravljice tu za isto. Ja, nikaj. Sem pa probal mravlje, kobilce sem že jedel, kačo sem že jedel. Mravlje, pa kača. Vse to kali meso, kaj? Bil je tudi dan brez mesa, ker sva jedla tortilje z tofujem, recimo. Ja, z Urško Majdiče, spomnim. Urška si naredila mečkan manjšo, Kali si naredila mečkan večjo od Urške, jaz sem si ga prvo ovčo malo uran, pač deca, ne, tako. Ja, da gremo že jesno, nehite govoriti. Recept za tortiljo s tofujem in pistacijami najdete seveda na naši spletni strani, tako da pripravite doma, poslikajte, pošljete nam in povejte, če je bila dobra. Ja, čak, še vse vam pada. Urška bom kar popacala vse. Tortilja je bila sicer dobra. Ampak losus, ki sva ga naredila, nuši derenda. Pred.
Gre. Gre. Čez. Ampak to je res velika porcija. Jaz lahko tako veliko porcijo pojem. Seveda, zakaj pa ne? Mislim, To je nizkokaloričen obrok, tako da brez skrbi. Hvala lepa. Dobro. Miški se Če bomo lahko zahvalili. A ti ne boš? Seveda. Vidva se zaženite, jaz bom tudi prvo ostalo. Poskuste. Z veseljem. That's it. Da vidim, če preživite. Ej, Jezike. odlično. Aha. A res ne rabiš soliti? Ne, ne rabiš. Zato, ker je limonca gor. Ne sočim to. Sem dobro to, a ne? Ja, če jemo uravnoteženo, lahko jemo več. Pa se si pojedo več. Česa? Ja, lignjev, a ne? Aha, to je bilo takrat, ko je Soki kuhal namest mene. Pa te ni bilo treba, ja. Sem priznaj, bobnari znajo v teh kohalnico. Halnica pa bobnarske palčke je nekaj podobnega. Če obrnaš, imaš, ne vidiš? Viš, da? Ja, se moraš naučiti. Vam pol. Res. Bo ta vadla pa nazadnje. Zdaj imamo tam po kuhinji čebulo, ampak no problem. A ti gdje si pa motor? Ne, v redu. Samo še. Ne. Lej, ampak veš kak jaz to jemem kuhanje? To je čisto, da bi pesem delal, ne? Ni formule, ni dovoljeno, približno tako, če zadaneš dober okus, je tako, da bi zdaj pravi ton. Točno to. Točno to. Mi da se mogoče samo trudiva, da je zdravo in... Ni nekih posebnih pravil. Neka pravila so, ampak... Ja, na temo zdravljenja bomo še zdi, kaj rekli, ne? Je bomo tudi skrbi za svoje zdravje, kot smo ravno pri tem. Ne, Slanino. Slanino z viskijem, s pivom, vse vidiš. Sem ni slabo skuhal tale lignjo golaš, a veš? Ele, brez veze, da vadiš, ker itak nikoli ne boš znal. Res, brez veze. Evo, če boš nesramna, ti nikoli več tam naredil sufleja. Se ga nis? Kako da ne dolga pa je? Ja, le, dejansko ga nisi spekel ti, ampak ga je pričaral mentalist, iluzionist, Mitja Rot. Vse, kar si ti naredil, si me poslal na Antarktiko. In to je to. Maso v modelčke, če nimamo takih modelčkov, železnih, aluminijastih, kakorkoli, lahko uporabimo papirnate modelčke in katere bomo dali se prav v pečico, se gre to na 200 stopinj, za nekako 6 do 7 minut. 6 minut, tako predolgo. A to je moje presenečenje? Ne, ravno huda čarovnija, res moram priznati, ampak ta prava čarovnija te še čaka, se pravi, zdaj se bomo zmenili, ki jaz pohanjam potovanje na Antarktiko. Takoj, okej. Ampak vse veš, kaj pravijo, ne? Vse se vrača, vse se plača. To je pa odličen. A je? Vidimo. Mislim, da najbolj da. Okej. Sem prišel se pa nazaj. Z Bubeljem pripravlja polnozrnate peresnike, zelenjavo in piščance. A ti sploh veš, zakaj on stand-up komik, res? Zakaj? Šakrat pride na oder, stoji, nič ne reče, pa fuk samo kar smeje. Valjda, če zgleda tip, ka mestna satilka, glava širša od telesa. Ja, sam ti pa veš, meša, pa meša, pa meša, pa meša. Mešanje, to najprej pri kuhanju mešanje, ker tem sem res dober, veš. Ker jaz, ko zmešam to, pa veš, on jih obrača. On je bil tip za obračanje, jaz pa mešanje, ker veš, ni vse na silo, vse je v taktiki, v bohu. Vse so še možno, vse še mlad. Iz enega komika na drugega. Komičarko. Iz mesa na polento. Tako da pravo, slovensko. Sam smo ga pa zažingala. Ja, je bil žurja, tak ta prav po domače. Sem ga pa, kaj Ana Marija Mitič naredila.
Kakšno lepo torto sem naredila iz tega. Ti si naredila to sladico, ne? Ja, Glavno neko tako jed. da lahko koga preslepimo in še malo potresemo s temle. Voilà, zagrizite. Spomniš, ko smo slikali kovačko, ko smo nabili kopra? Nismo nabirali lisice. Kaj pa tale smeško, pa to? Ja, Kako pa moram jaz to krasiti, ker sta mi prej dala to nalogo? Pa lahko mu daš laske, zdaj pa, to je nekako en smiley, to je nek smiley, to je pa kozji sir, zdaj ga pa ti lahko ukrasiš po svoje. Evo, izvoli. Lokamo s tem, bi rabila kaj drugega. Recept seveda najdete na naši spletni strani smehapolnaskleda.com in naj vam tekne zdravo, enostavno, zabavno in to je bilo to. Kot prigrizek. Ja, kot prigrizek. To je glavni špinača. In ko je Tinkara dodala še laske, smo smileyja pojedli. Ampak ostajamo nasmejani še naprej. Budite zdravi. In nasmejani. Znaš, koga pa ne bi nikoli povabila dala. Koga? Veš ga režiserja, Mitja Okorna? Zakaj že? On je doma svojo kužo zažgal, pa še mamo zgodila. Ja? Ja, što bi nas pa stalo? Sam razen, če pa kakšna zavarovalnica nama sponzor, a? Kaj praviš? Nekoč sem montiral Magnifico in Making of in sem se spozabil, da od zgor sem prižgal olje, da bom si naredil ocvrt sir in sem prižgal olje in tako po pol ure fakt nekaj smrdi in grem gor in moja mama tam spi, ni razumela, povsod dim, vse, vali se dim in sem šel in sem pogledal in tam gori kuhna in bumbare, sem vzel pod mame, kaj je ležala, sem vzel to, kaj je deko, vzel in pozabil smočati in sem vrgel gor na ogenj in še ta deka zažgala, pa sem vrgel na tla, še tla zažgala, tako da v bistvu sem skoraj mamo zažgal. Vam je zmanjkalo idej za darila in posebna presenečenja? Bi radi bili resnično izvirni? Garderoba. Pester izbor majic, kvaliteten tisk in potisk majic z motivi po vaših najbolj norih željah. Majice lahko naročite tudi preko spletne trgovine garderoba.si. Tiskarna majic Garderoba, Kolosej, BTC, Ljubljana. Pustite na okolici svoj pečat. Legenda hrvaške popularne glasbe Jasmin Stavros in Dražen Zečec gosti, četrtek 17. maj, Križanke.